Pozdravljeni v tokratnih pogovorih na Domovini, kjer začenjamo serijo intervjujev z nosilci list za evropske volitve, ki bodo potekale junija letos. Za začetek je z nami dr. Peter Gregorčič, ki je tudi prvi uradno najavljeni nosilec list, in sicer liste Slovenske ljudske stranke. Sicer izredni profesor na fakulteti za strojništvo se je javnosti prvič predstavil kot pobudnik ustavne presoje glede zakona o zasebnih šolah, kasneje se je uveljavil kot politični analitik in komentator v več pogovornih oddajah, med drugim Faktor in Ura moči, ter kot predsednik programskega sveta RTV Slovenija, kjer je bil na tej funkciji vse do njegove depolitizacije z novelo zakona o RTV, ki jo je spravil tudi na Ustavno sodišče, sedaj pa je, kot že rečeno, nosilec Evropske liste Slovenske ljudske stranke. Gospod Gregorčič, dobrodošli na Domovini. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Skratka, ste profesor, ste analitik, zdaj stopate v aktivno politiko. Zakaj ta korak iz tega, bomo rekel, ozadja analize v aktivno politiko? Nekako v življenju se vedno trudim, da nadgrajujem svoja dejanja. Zdaj v javni sferi, kot ste povedali, delujem nekje dobro desetletje, in sicer delujem iz nekega prepričanja, da pač družba, se pravi posamezniku, se dobro godi samo takrat, ko deluje družba kot celota, tudi živi v nekem blagostanju in v nekem skupnem miru. In prepričan sem, da mora vsak izmed nas kot delček te skupnosti tudi nekaj prispevati. Kot ste pravilno povedali, začel sem takrat z pobudo za presojo ustavnosti glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Ta zadeva je uspela, vendar je takrat politika rekla, oziroma niti ne politika, določene strukture, predvsem iz strani sindikata, ki vladuje šolstvo v Sloveniji, so takrat rekli nič hudega, ko nam je Ustavno sodišče pritrdilo, to bo pač še ena izmed tistih odločb, ki nikoli ne bo uresničena. In potem s časoma sem spoznal, da te besede, se pravi, ti ljudje očitno imajo to moč in imajo to težo, namreč, da je ta odločba postala uresničena, mislim, da je trajala nekje 7 let. Uresničila je potem skozi šivankino uho, tako rekoč zadnja Janševa vlada, tretja Janševa vlada. In takrat sem se seveda aktiviral v tem političnem, tudi ne prej v komentatorskem smislu. In sicer zato, ker takrat, ko so želeli spremeniti ustavo, namesto da bi prilagodili zakon ustavi, so želeli v Cerarjevi vladi, če se spomnite, prilagoditi ustavo zakonu, kar se mi je zdelo dobesedno noro. Imeli so celo takrat ustavno večino in takrat smo rekli, to lahko preprečimo samo tako, da začnemo tudi neko javni medijski pritisk. In takrat smo iskali neko pot, da pridemo v javnost, in z tega se je razvila moja komentatorska kariera. Potem pa je prišlo obdobje Radiotelevizije Slovenija, kjer smo šli na Ustavno sodišče in nismo šli samo na Ustavno sodišče. Pritožili smo se tudi na Evropsko komisijo in na Evropsko sodišče človekove pravice. In posebej me je razočaral v bistvu odziv Evropske komisije, ki je bil kazal na neka dvojna merila. Če je na oblasti njim ljuba vlada, potem veljajo ena pravila in lahko ta vlada počne, kar želi. Če je druga vlada, pa se mora ravnati po pravu. To se mi ni zdelo prav in kasneje v ožjem krogu civilne sfere, ne politične sfere, se pravi ljudi, ki niso v politiki, ko smo se pogovarjali, sem rekli, glej, lahko do konca življenja komentiraš, videl si, do kje prideš s komentiranjem. Če želiš, da bi lahko še to nadgradil, da bi lahko nekaj spremenil, se moraš politično aktivirati, moraš priti med odločevalce, ker tam v institucijah, se pravi demokratičnih institucijah, tam je resnična moč, ki lahko vpliva in spreminja družbo, in to me je prepričalo, da sem se podal v to avanturo in v to kandidaturo. Kaj se bo iz tega izcimilo, bo pa pokazal čas, tako kot vedno. Ste izredni profesor, nekako pogosto opažamo, da se v politiko podajo ravno recimo akademiki iz različnih univerz. Čemu pripisujete ta večji delež recimo akademske elite v vstopu v politiko v primerjavi recimo z drugimi poklici, kot so podjetniki, novinarji, sodniki in tako naprej? Pravniki. Mislim, da vedno manj žal. V preteklosti je bilo tega mnogo več, sicer bolj na levi strani, zaradi tega, ker pač naša največja univerza je državna univerza, in smo prišli iz nekega sistema, pa vendarle jaz pogrešam več tega udejstvovanja. Jaz se ne strinjam z vašo oceno, da veliko akademikov stopa, mislim, da zelo malo in premalo. Namreč ravno to menim, da je tudi problem slovenske politike, da je izgubila intelektualna jedra.
In potem je pač podvržena nekim poenostavljenim pogledom. Prišli smo na dobesedno, če pogledamo naš parlament, ne, v mnogih in tudi našo vlado, žal, ne, imamo kadre, ki so prišli iz gostinstva in ne vem od kje vse, brez kakršnega koli podcenjevanja teh poklicov. To so pomembni poklici in pomembni za našo družbo, drugače jih ne bi bilo. Pa vendarle manjkajo neka intelektualna jedra, ki bi naredila neke dolgoročnejše premisleke. Akademska sfera te nauči, da dela za dobro skupnosti. Tam imaš ta prostor, lahko o tem razmišljaš in nekako že s tem, ko pridobiš naziv doktor znanosti, se zavedaš, da je znanje, ki si ga pridobil, potrebno uporabljati v dobro človeštva, v dobro ljudi, da ga ne smeš recimo zlorabljati. In mislim, da tudi iz tega izhaja ta večja motiviranost, iz tega zavedanja. To, kar sem pridobil, ta naziv ne prinaša samo nekih ugodnosti, ampak prinaša predvsem neko družbeno odgovornost in sklepam, saj sam iz tega, saj to je moj motiv, ne, je potrebno to svoje spoznanje, to, kar ti je družba dala, vanjo tudi v malo večji meri vračati, ker v bistvu družba nam je omogočila, oziroma meni je pač ta država omogočila izobrazbo, ki jo imam in poglede, ki jih imam. Kandidirate za Slovensko ljudsko stranko, stranka je že 10 let pravzaprav zunaj parlamentarna stranka, ima evropskega poslanca, ki ga je na zadnjih 2 volitvah uspela dobiti na skupnih listah z drugimi strankami, letos pa vse kaže, da se v boj podajate sami. Zakaj SLS? Zdi se, da bi recimo na kakšnem 3. mestu, recimo v SDS-u, če bi se odločili za to pot, lažje prišli do mesta evropskega poslanca, recimo kot iz tega samostojne liste z SLS-om. Zakaj SLS? No, najprej bi rekel takole, ne, svetopisemsko ni najširša pot najbolj optimalna. Ne. Težja pot je včasih veliko težja, ožja pot je težja, ne, mogoče celo ne uspe, pa vendarle mislim, pač običajno, tako zgodovina kaže, plodovitejša. Pričemer ne bi nič rekel, ne čez SDS, niti čez NSI. Zdaj, zakaj tako, kot je? Najprej, kot sem rekel, ta moja odločitev je dozorela na pobudo v nekem delu civilne družbe, izven politike. Ko sem kako se s to idejo jo vzljubil in jo sprejel, ne, sem začel razmišljati, kako bi se na to pot podal. Ne. Najprej naj povem, da ko gledam slovensko politiko v zadnjem desetletju in 2, ne verjamem v politiko novih obrazov. To se enostavno ne obnese. Toliko težje to na evropskih volitvah. Lahko kasneje... Ste nekaj vrste novi obraz, ne? Že, ampak recimo, da bi naredil neko samostojno listo. Ne? Namreč jaz mislim, da vedno rabiš imeti neko jedrno volilno telo, nek jedrni program in neko stranko, ki je vendarle preživela neko obdobje, ne? Zato tudi ima neko strukturo. Zdaj, ni nobena skrivnost, da je moj svetovni nazor nekako konzervativen ali populistično rečeno desen. Ne? Torej so v slovenskem prostoru samo 3 stranke v resnici, ne? Ki so resnično stranke in nekako bi ponujale mi lahko to platformo. Potem je vedno takole, ne? Zdaj, 2 stranki sta parlamentarni stranki, kar pomeni, da imata že vzpostavljeno neko svojo strukturo. Evropske volitve so velikokrat tudi nek bombonček za nagrajevanje svojih kadrov, to morda vidimo na kakšni listi, ki je že sestavljena. Ne? In z tega stališča sem takole rekel, največ potencijala, ne, za rast tudi kot stranke ponuja Slovenska ljudska stranka. To je najstarejša stranka, to mi je bilo blazno všeč ta ideja. Ne? To je tudi stranka, ki zaradi tega, ker je najstarejša parlamentarna stranka v Sloveniji, ne, je tudi ustanovna članica EPP-ja, ne, oziroma prva članica EPP-ja iz Slovenije. Zaradi tega ima se pravi, po državi ima kar veliko nekih simpatizerjev, kar opažam zdaj na terenu, ne, ki so se pasivizirali. In prepričan sem, ne, da je z nekim pametnim delom in z neko novo energijo, ne, mogoče te simpatizerje spet vzbuditi v njih upanje, da lahko SLS tudi pripomore k razvoju demokracije v Sloveniji. Ne. Drugi razlog, da sem se odločil za to, je pa njihov predsednik. Ne. In sicer Marko Balažic, podobno kot jaz, je prišel v politiko leto pred mano iz civilne sfere. In še tretja stvar, prav razlog, da je ta stranka že toliko časa izven parlamenta, je bil dejstvo, je bil en izmed razlogov, da sem se za njo odločil. Namreč s tem se je stranka prečistila nekih notranjih interesov, ki so jo težile v preteklosti. To lahko storiš zgolj takrat, ko si nekje na dnu. Tega nikdar ne storiš na oblasti, ker na oblasti pridobivaš nove oportuniste, ne, ki jih bolj kot država zanimajo neki interni posli.
In skratka, če je katera stranka, je izvenparlamentarna stranka taka, ki ima zminimizirano, se pravi, tele interesne mreže, ker si pač z njo ne more veliko pomagati. No, in skratka, to so nekje ključni razlogi, da se mi je zdela SLS tista prava izbira. Kako prepričati volivce, ki so zdaj očitno, kot pravite, pasivizirani oziroma so izbrali koga drugega na zadnjih nekaj volitvah, da je čas, da se SLS znova vrne v Evropski parlament, tokrat recimo sama v evropskih volitvah SLS običajno ni dobila poslanca, če ni bila na recimo neki skupni listi. Kako nameravate konkretno to doseči? Recimo? No, najprej rečem, da SLS že ima poslanca v Evropskem parlamentu, to je Franc Bogovič, ki je tudi po mojem mnenju, en najbolj aktivnih poslancev. Sam vidim samo 2 poslanca, ki sta aktivna. Romana Tomc in pa Franc Bogovič, ki sta tudi nekaj prispevala. Bogovič recimo z zgodovinsko podporo jedrske energiji, to je uspel doseči s svojim poročilom o malih modularnih reaktorjih in pa ključno je prispeval k prepovedi, se pravi, k temu, da ni bila sprejeta uredba o trajnosti uporabi pesticidov, zaradi česar bi lahko pač dejansko Evropa postala lačna. Zdaj, kako prepričati volivce? Glejte, evropske volitve so izrazito volitve obrazov, ker tukaj imamo preferenčni glas in tukaj mislim, da resnično štejejo osebnosti. Tudi ne gre za te klasične grupacije, kot so državnozborske volitve, kjer imate potem koalicijo, ki postavi vlado in je to ima to ključen vpliv na državljane. Menim, da v Evropskem parlamentu potrebujemo posameznike, ki bodo razumeli, zakaj se gre, ki bodo znali to sporočiti ne samo evropski javnosti, ampak to pa posebej pogrešam pa pri prav vseh slovenskih poslancih, tudi slovenski javnosti in s tem izvajati pritisk na vlado, da bo preko mehanizmov, ki jih ima tudi v Svetu Evropske unije, tudi sooblikovala evropska zakonodaja mnogo aktivneje, kot to počne sedaj. Prag na evropskih volitvah je vendarle visok. Zakaj recimo ni zaznati tega sodelovanja, ki je v preteklosti recimo že obrodilo sadove? Leta 2014 je skupna lista Nove Slovenije in SLS-a prinesla 2 poslanca v Evropski parlament. Recimo na zadnje so prišli 3 skupaj na listi SDS-a, vedno je bil tudi eden SLS-ov zraven, govorijo o Francu Bogoviču. Zakaj tokrat tega recimo sodelovanja nekako ni zaznati? Glejte, to sodelovanje je vedno stvar predsednikov organov strank. Sam nisem niti trenutno še član Slovenske ljudske stranke, tudi ker pač prišel sem iz civilne sfere, da to nadgradim in to vidim kot svoje poslanstvo. Tako da na to vprašanje vam zelo težko odgovorim, lahko vam pa odgovorim nekako kot politični analitik, kako vidim te zadeve. To pa lahko pojasnim z nekega svojega subjektivnega pogleda. Najprej rečem takole, imamo večstrankarski sistem z razlogom, ker smo pluralna družba, ker ljudje vidimo različno in tudi odtenke, recimo, če govorimo zdaj o desnem in levem bloku, zelo poenostavljamo, tudi odtenke desne vidimo volivci različno in tako kot vidijo odtenke levi volivci različno. Na levem političnem bloku to zelo dobro razumejo in zato tudi vedno to novo vrenje novih obrazov, recimo, in v tem pogledu tam SD vedno malce izvisi. Ravno bi se okrepila, pa pride nek nov obraz, ki jim pobere tiste malce bolj levo neopredeljene volivce. Sam menim, da je izbira koristna za volivca. Po drugi strani pa razumem desno volilno telo v tem svojem hrepenenju po oblasti, po zmagi, ne po oblasti, po zmagi. Namreč gre za nek rahlo manjši od večine del volilnega telesa, ki je zaradi naših zgodovinskih razlogov se čuti deprivilegiranega, neslišanega in si zelo želi tega, da bi morda se celoten blok združil in na volitvah zmagal. Pa vendarle menim, da zadeve ne gredo tako. Prav je, da se volivcem ponudi izbira in pač sam verjamem meritokracijo. Kogar bodo izbrali in zvolili, bo šel naprej, drugi bo pač odpadel in če bo odpadel dovolj časa, se bo odmaknil iz političnega prostora in naredil prostor za nekaj novega. Sam resnično verjamem v naravno selekcijo in to je lep primer naravne selekcije. Če bom tudi sam žrtev tega, pač bom žrtev tega, delam pa tisto, kar verjamem. Vas ne skrbi recimo drobljenje teh glasov, da bi na koncu imeli 2 listi recimo z 4-5%, kakšen odstotek pod pragom? Lejte, jaz se ne želim ukvarjati z volilno matematiko. Kot sem povedal, prihajam iz civilne sfere, kjer sem se vedno trudil ljudem prinašati neka sporočila in podajati še nek svoj drugi pogled. Vedno sem se trudil prinašati upanje,
Tudi to, vedno sem pred vsakim nastopom razmišljal, kaj lahko ljudem povem, da bom v njih vzbudil še nekaj upanja, ker se mi zdi, da upanje je tisto, kar bo potegnilo Slovenijo in tudi Evropo v boljšo bodočnost. In enako bom počel v volilni kampanji. Skratka, delujem tako, da želim biti zadovoljen na koncu dneva. Zdaj, če je končni rezultat, je to češnja na torti, pa vendarle na koncu dneva je pomembno, ali si v tej volilni kampanji ljudem osvetlil nek problem z neke svoje perspektive, ali si jim prenesel kanček upanja, ali mi ga nisi. In to zasledujem in tako bom tudi deloval do 9. junija. Potem bodo pa pač volivke in volivci odločili, kdo bo šel v Evropski parlament. Torej, je to upanje glavni fokus, oziroma kje bo glavni fokus vaše kampanje, na katero recimo tematiko, na kateri problem se želite najbolj recimo osredotočiti v tej kampanji? Osredotočiti se želimo na vse tiste zadeve, kjer je Evropa zašla, ne? In sicer zašla je pri idealiziranju zelenega prehoda, zašla je močno pri podcenjevanju ilegalnih migracij, ne? Zašla je tudi na področju dvojnih meril glede vladavine prava in demokracije in menim, da če teh stvari v tem naslednjem 5-letnem obdobju ne bomo spravili v pravo smer, da je evropska integracija ogrožena in lahko prične razpadati, se nam zna zgoditi še kakšen Brexit in tega si sam osebno ne želim. Ne. Namreč menim, trenutni svet postaja multipolaren. In niti največji države Evropske unije, kot sta Nemčija in Francija, sami ne morete tekmovati z recimo vedno močnejšo Kitajsko, Združenimi državami Amerike, Indijo, ne? To je nemogoče. Skratka, Evropa se mora povezati, če želi biti nek faktor v tem globalnem svetu. Ne? Vse nam pove tudi že ta podatek. Ne? Evropska unija ima nekje okrog 450 milijonov prebivalcev, kar je med 5 in 6% svetovnega prebivalstva. Skratka, če se ne bomo povezovali, že v tem kontekstu smo majhni, ne? Če se ne bomo povezovali, v resnici se bomo tukaj izgubili in to okolje bodo pač naselili drugi narodi, zato ker prostega, se pravi, nezasedenega ozemlja v naravi pač ni. Kot prvi ste bili najavljeni kot nosilec liste, še vedno pa čakamo na celotno listo. Nam lahko že kaj zaupate, kdo bo še poleg vas na tej listi, oziroma je že dokončno, da greste torej na te evropske volitve kot samostojna lista? Lista je sestavljena. Zdaj se veste, glede tega vašega zadnjega vprašanja ni konec, dokler ni konec. Ne? Lista je sestavljena in kolikor mi je znano, naj bi jo v prihodnjih tednih, mislim, da po veliki noči potrebovali organi stranke. Razen tistega, kar je bilo že javno povedano, da bo na tej listi tudi trenutni evropski poslanec Franc Bogovič, to je tudi sam več medijem potrdil. Drugih stvari vam žal zaenkrat, dokler ne gre čez organe stranke, ne morem povedati. Pa vendar lahko rečem le tole, tudi osebno sem se trudil, da bi tudi sestava naše liste sporočala to, kar želimo, kar sem danes rekel, da je potrebno v ljudeh vzbujati upanje in nek optimizem, tudi takrat, ko se zdi, da se nam stvari rušijo. Ne. Zdaj, če pogledamo slovensko politiko, zdi se, da se nam vse ruši in dejansko se nam ruši. Če pogledamo Evropsko unijo, ne, mislim, da je Evropska unija resnično zašla na mnogih pogledih. Namesto inovacij se ukvarjamo z regulacijo, ne? Morda kasneje kaj več o tem poveva. Ampak ne glede na to, mislim, da je tukaj brezup je ta recept, ki nas bo potopil. Rabimo upanje in rabimo vero v to, da če se vsi skupaj potrudimo in če izvolimo ljudi, ki so kompetentni, ki se bodo borili za državljanke in državljane Slovenije, da lahko tudi uspemo. Zdaj, za torek je bil napovedan protest kmetov, ki pa je bil potem odpovedan. Na nekdanjem Twitterju, zdaj X-u, ste zapisali, da obžalujete, da so kmetije nasedli praznim obljubam vlade. Zakaj menite, da je škoda, no, da je ta protest potreben, oziroma kje iskati rešitve na tem področju? Škoda zato, ker to je, recimo, to zadevo treba postaviti v širši kontekst. Ne. Najprej, širši kontekst je ta, ne, da ne gre samo za, se pravi, najprej politika v Sloveniji 20 let, ne, praktično za kmeta ni naredila ničesar, zdi se celo več, da sploh nima vizije, kako poskrbeti za slovenskega kmeta in s tem za našo, ne samo za kmeta, s tem tudi poskrbeti za slovenskega potrošnika, da bo lahko zaužival kakovostno hrano domače pridelave, torej za našo prehransko varnost. Drugi del konteksta je pa ta,
da oktobra potekajo tudi volitve v organe kmečkih organizacij, Kmetijsko-gozdarske zbornice, sindikata, in bojim se, da ljudje, ki računajo na ponovno izvolitev, nekako taktizirajo in iščejo pot, da bi bili ponovno izvoljeni. Prepričan sem, predvsem zaradi njihovih izjemno neprepričljivih nastopov, ko so recimo na Planetu je bil nastop, kjer ni znal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice pojasniti niti časovnice, kaj so se dogovorili, ne. Menim, da so s tem te volitve izgubili. Druga stvar je točno tako, kot sem zapisal. Ta modus operandi te vlade, kot ga vidimo, je v tem, da najprej obljubi vse. Spomnimo se zdravnikov, spomnimo se sodnikov, obljubi vse, ker potem ne uresniči ničesar in na koncu skupina, ki protestira, ne, to se je zgodilo, to prvo in drugo se je zgodilo tako zdravnikom kot sodnikom, tretje se je pa zgodilo zdravnikom, ker so potem zahtevali zgolj uresničitev tistega, kar je vlada že zahtevala, potem jih javno diskreditira, vabi razne komentatorje, tudi na depolitizirano televizijo. Če ste gledali Marcela ta teden, ne, ste videli agenda, kaj gre, ne, se pravi tam, kjer ima Janša večino, tam zdravniki stavkajo. Ne. Skratka, želijo zdaj zdravnike povezati z janšizmom. Ne. Skratka, čista diskreditacija nekega ceha, ne, samo zato, da pač ne bilo potrebno uresničiti teh zavez. Ocenjujem, da vlada s tem zgolj podaljšuje nekako svoj mir za naslednje 3 mesece, pa 3 mesece in 3 mesece, da bi tako prišla nekako do volitev. In mislim, da to ni dober pristop. Jaz sem na to opozoril in prepričan sem, da se bo to opozorilo s časoma izkazalo za pravo. Vedeti moramo tudi to, in tega se zagotovo zaveda tudi ministrica, da prihaja pomlad, ko bodo kmetje začeli svoja opravila in takrat ne bodo imeli časa za proteste, in ko bo zopet nekaj časa, bodo videli, da bo njihov položaj še slabši. Naj povem še tole, morda kot zanimivost. Zaradi neustreznih politik v zadnjih 2 desetletjih glede kmetijskih politik, Statistični urad Republike Slovenije, ne, če si greste pogledat, vidite, da na dan v povprečju v Sloveniji se število kmetij zmanjša za skoraj 3 na dan. Torej, vsak dan izgubimo, mislim, da nekaj 2,5, 2,6 kmetij v povprečju dnevno. Ne. Skratka, na ta način bomo mi dejansko izgubili neko domačo samooskrbo, ki je pa ključna tudi za našo prehransko varnost. Zdaj, kmetje protestirajo tudi drugod po Evropi. Ne? Ti protesti, ki smo jih lahko spremljali delno tudi v Sloveniji, niso zgolj lokalni, so del, te širše zgodbe, kjer so protestirali tako na Poljskem, Nemčiji, Nizozemskem, v Franciji in tako naprej. Kako vidite to situacijo pravzaprav kmetijstva širše tudi na evropskem nivoju? Ja, kot sem rekel, ne, se pravi, evropska politika je z idealiziranjem zelenega prehoda šla absolutno predaleč. Kmetu je omejila, kje in kdaj lahko kmetuje, ne. In s tem bistveno poslabšala njegov položaj, in kmetje so na te zadeve pač opozarjajo se protesti, in kot vidimo tudi učinkovito opozarjajo s protesti, ker sedaj se je končno začelo o tem govoriti. Ne. Najprej se mora o tem govoriti, potem pa mora politika tudi sprejeti kakšne ustrezne ukrepe. Zdaj, Ursula von der Leyen je v tej luči pogosto deležna kritik, češ da je preveč naivna v tem zelenem prehodu. Ne? V Bukarešti je potekal nedavno kongres Evropske ljudske stranke, katere del je tudi vaša stranka. Ursula von der Leyen je bila edina kandidatka, pa kljub temu je vaša stranka oziroma lista, na kateri boste kandidirali, ni podprla. Koga bi želeli videti na tem mestu, oziroma kako gledate na to situacijo podpore Ursuli von der Leyen, ki je bila recimo temu presenetljivo nizka, glede na to, da je bila ena sama kandidatka, ogromno delegatov pa se je recimo vzdržalo? Jaz vidim, da je bila mene pa podpora presenetila v kontrasmislu, da je bila izrazito visoka. Namreč Ursula von der Leyen je podcenila migrantsko problematiko, zaradi tega se naši ljudje, naši državljanke in državljani niti v Sloveniji, tudi drugje v Evropi ne počutijo več varne. Potem idealizirala je zeleni prehod, zaradi tega izgublja naša industrija, izgubljamo torej vsi. Moja osebna nekako očitek Ursuli von der Leyen je pa, da je tudi tiho podprla, se pravi zlorabo prava in depolitizacijo javne radiotelevizije Slovenija. Jaz sem Ursulo von der Leyen opozoril na to, kaj se dogaja, kako je po zgledu, se pravi, neliberalnih režimov na Madžarskem in Poljskem slovenska politika se znebila kadrov, ki politično ne ustrezajo z zlorabo prava in za zlorabo oblasti, in Ursula von der Leyen mi na to ni niti odgovorila. Taka kandidatka
mislim, da je prav moje podpore osebno ne more dobiti. In jaz se tudi javno zavezujem, tudi sem se na X-u zavezal, da vkolikor bom izvoljen v Evropski parlament in če bo ona predlagala, namreč predsednik Evropske komisije potrjuje Evropski parlament, za njo ne bom glasoval. Tudi za ceno sankcij, namreč tukaj so sankcije velike, ker potem kot poslanec morda ne dobiš mest, na katerih bi lahko odločal, v raznih odborih, ker te potem seveda politična skupina sankcionira, pa vendarle svoje mesto vidim v tem, najprej, da bom glasen in da mu zadeve opozarjal. Ne vidim poti, da bi postal, nekateri so rekli, ampak to ni dobra pot, ti moraš postati del sistema, in potem znotraj sistema sistem spremeniti. Jaz v to enostavno ne verjamem. Mnogi so postali del sistema v preteklosti in na koncu jih je sistem s svojimi bombončki nekako posrkal vase in zakril. In zaradi tega, z tega stališča jaz recimo ne razumem poteze, namreč to je treba povedati, 3 slovenske stranke so članice EPP-ja, SDS in SLS sta podporo Ursuli von der Leyen tudi javno odrekli, medtem ko je NSI jo javno podprl in tega resnično ne razumem, razen v kontekstu, da tudi njihova evropska poslanka Ljudmila Novak javno podprla depolitizacijo na Radioteleviziji Slovenija, tega ne razumem in v tem kontekstu lahko to komentiram. Vendarle SDS recimo je napovedala, da če bi šlo za vprašanje ali Ursula von der Leyen ali nekdo od socialistov zelenih ali še koga bolj na levo, bi vendarle dali glas Ursuli von der Leyen. Bi tudi vi recimo to naredili, če bi bila alternativa nekaj še bolj levo od nje? Zdaj ta situacija je resnično, ampak jaz mislim, da je takole. Ne bi dal glasu na komor. Zato, ker želim biti glasen in želim posebej pozoriti. Nekdo, ki se ni izkazal v tem mandatu, se tudi v naslednjem ne bo. Celo menim, da je še slabše, ker potem rečeš, saj smo potrdili našega človeka. In potem tvoj človek je bistveno huje je, če ti tvoj človek zarije nož v hrbet, kot če to stori nekdo, ki je iz drugega svetovnonazorskega prepričanja ali zasleduje drugačne cilje, ker potem se lahko proti temu vsaj odkrito boriš. Vkolikor potrdiš nekoga, ki pač se prodaja za nekoga, ki je na tvoji strani, dela pa kontra, jaz mislim, da ne, da taka politika ne more voditi v pravo smer. Zdaj, v Evropskem parlamentu je velik del tudi so dogovori, pogajanja. Zdaj, ste pripravljeni recimo stvegati, da boste iz teh pogajanj, ko bi lahko dosegli kakšne premike, izključeni za ceno te svoje drže? Jaz sem pripravljen tvegati zato, ker imam nekako drugo strategijo še pripravljeno. Namreč, pogledajte, kot sem že rekel, mnogi so bili, tudi slovenski poslanci, vključeni v pogajanja, kaj je korist za Slovenijo. Če boste šli vprašati državljane, ne vem, če bodo znali jo videti. Torej, a je to resnično prava pot? Ne vem. Predvsem, kar želim v življenju, želim ostajati zvest samemu sebi in kot evropski poslanec bi želel delati za interese Slovenije. Tam, ker bom iskal potem tudi neke kompromise in poti, če bo to resnično v dobrobit Slovenije, bom pa to tudi javno pojasnjeval. Zdaj, če izpostavlja par dilem, s katerimi se sooča Evropska unija, na kateri točki oziroma na kateri strani vidite recimo sebe in svoje delovanje v Evropskem parlamentu, če začnemo morda z več ali manj Evropske unije, recimo dati več pristojnosti ali večjo suverenost nacionalnim državam, kje se vidite na tem spektru oziroma kako gledate na to vprašanje? Evropska unija je v bistvu unikum v svetu, ker ima izjemno veliko raznolikost. In za to raznolikost moramo posebej skrbeti. Pa vendarle, v tem kontekstu to moramo posebej paziti in posebej ohranjati. Naprimer, ena taka stvar, ki je meni fantastična v Evropski uniji, je, da je naš jezik slovenščina 2-milijonskega naroda enakopraven, enakovreden neki nemščini, neki francoščini več 10-milijonskih ljudstev. Zdaj, kar se pa tiče te enotnosti, zagovarjam pa, da v določenih stvareh pa Evropska unija bo morala bolj stopiti skupaj. Predvsem, ko govorimo o obrambni in varnostni politiki. Tukaj se šibkost Evropske unije se je pokazala izjemna šibkost najprej za vojno v Ukrajini, potem pa tudi z konfliktom Izrael-Gaza. In tukaj mislim, da te stvari bomo morali nekako drugače urediti. Sam sem velik zagovornik Evropske unije, mislim, da je to izjemno dober projekt, da je to projekt, ki je temu kontinentu zagotovil pol stoletja in več miru in blaginje in
ta projekt je preveč dragocen, da bi ga pustili, da se nam nekako razvodeni. Še večje sodelovanje, še večja integracija, recimo v smeri Združenih držav Evrope, da ne? Ne, veste, zdaj, če mislite v smeri Združenih držav Amerike, kot v tem kontekstu, ne, tukaj imamo mi več nacionalnih ustav in tako naj tudi ostane. Tega v tem kontekstu ne vidim tako. Mislim pa, da kot sem rekel, določene stvari pa bomo morali bolj poenotiti. Bi morale države zunanjo politiko prenesti na Evropsko unijo? Skupna zunanja politika v tem smislu? Mislim, da v tej smeri bi morali iti, ne v celoti. Se pravi, morajo imeti svoj glas. Tukaj se bo seveda potem pojavilo vprašanje ali soglasje ali odločanje s kvalificirano večino, je pa tukaj ta zadeva se ne tiče drugače Evropskega parlamenta. To je stvar nacionalnih vlad, ki bodo morale te odločitve sprejeti. Skupna obrambna politika, evropska vojska, kako ste? Mislim, da bomo morali iti v tej smeri. Namreč pokazalo se je ravno pri vojni v Ukrajini, kako je Evropa šibka na obrambnem področju. In tudi sam sem prepričan, da je zaradi tega morda prišlo ali dodatno spodbudilo konflikt v Izrael-Gaza. In sicer zakaj? Ker moramo nekako pogledati, komu to ustreza. Ne? In to ustreza predvsem Rusiji. Ker s tem, ko Rusija odvrne pozornost Amerike iz Ukrajine, ne, dejansko lahko Ukrajino zavzame, ker je Evropa vojaško tako izjemno šibka. Evropa se je predolgo zanašala zgolj na Ameriko in na njen, se pravi, na njen obrambni sistem. Potem z Brexitom smo izgubili še velik del vojaških sil Velike Britanije, ne? In tukaj to področje smo izjemno zanemarili. Tule bomo morali narediti resnične premike, ne? In sicer zaradi tega, da ohranimo mir najprej na kontinentu in kasneje tudi v svetu. Omenjate že Ukrajino, bi morala recimo Evropa poslati svoje vojake tudi v samo Ukrajino ali zgolj okrepiti recimo obrambno podporo, se pravi pošiljanje orožja, ali niti to ne, kako vidite recimo odnos Evrope do Ukrajine? Menim, da je odnos Evrope do Ukrajine trenutno ustrezen. Ukrajini treba pomagati. Zdaj, to vaše vprašanje, pošiljanje evropske ali NATO, se pravi članic NATO vojske v Ukrajino, je izjemno kompleksno vprašanje, ker bi lahko sprožilo konflikt večjih razsežnosti. Iti moramo v smeri, da se Putina onemogoči in da se konflikta ne povečuje. Zdaj, en velik izziv v Evropi je demografska zima, s katero se že soočamo, še bolj pa se bomo v prihodnjih desetletjih, ko nas bo pač demografija in staranje prebivalstva zelo močno udarila. Kako se soočiti s tem problemom na evropski ravni? Ja, se pravi, zdaj, zaradi tega imamo mi tudi težavo z migracijami. Ne? Pričemer, ko govorimo o migracijah, moramo ločiti med ilegalnimi migracijami in legalnimi migracijami. Ne? Ilegalne migracije tukaj zagovarjam ničelno toleranco, kar pomeni, da jih je potrebno povsem preprečiti. Kar se pa tiče legalnih migracij, ima, tako kot ste pravilno ugotovili, Evropa velik problem starajočega se prebivalstva. In tukaj imamo dve rešitvi. Ena rešitev je bodisi, da si izberemo ljudi izven Evrope in jih povabimo k sebi in potem tudi integriramo. Druga, ki je pa sam bolj zagovarjam, je, da poskrbimo za svojo nataliteto. Ne. Sam sem oče 4 otrok, če se malce pošalim, tukaj sem, mislim, da svojo vlogo nekako opravil. Menim, da bi morala Evropa dati več poudarka na to, da pomaga, da se mladi odločajo za družine, da razvija družinam prijazno okolje in zagotovo je tako je. Ne. V končni fazi, če se bomo odločili, da bomo svojo demografsko strukturo reševali zgolj za migracijami, potem dolgoročno tukaj ne bo več Evropejcev in Evropa ne bo več to, kar je danes, ampak bo pač tisto, kar si bodo zamislili tisti, ki bodo prišli na to ozemlje živeti, zato ker bomo mi zaradi premajhne natalitete umrli. To je pač kruto dejstvo. Kako dvigniti nataliteto, s kakšnimi ukrepi, na kakšen način recimo uspodbuditi več ljudi, da bi sledili vašemu zgledu z odločanjem za večje število otrok? Tukaj se bom jaz sklical kar na zdaj svetega Janeza Pavla II., ki je rekel, da moramo gojiti kulturo življenja in ne kulturo smrti. Zato, ker zadeva, veste, ne vem, če je samo neka odločanje za otroke je v bistvu nek osebni pogled posameznika. Ne. In zdaj bom tako rekel, morda to ni politično všečno, pa vendarle, ko sem razmišljal, manj otrok je včasih tudi posledica blaginje.
ne nujno samo, se pravi, zato, ker če pogledamo, kdaj neki narodi bolj rastejo, ko jim gre slabše. Ne? Pa vendarle, mislim, da se vseeno da nekaj narediti. Najprej ena stvar je, več moramo narediti, da bodo mladi lahko prišli do svojih stanovanj, da bodo čutili neko varnost in z tega stališča varnosti tudi moramo več vlagati v obrambno politiko. Skratka, ustvarjati moramo okolje, ki bo naklonjeno družinam, in v kateri se bodo mladi videli neko prihodnost tako življenja zase, kot za svoje potomce. Migracije, kot pravite, ilegalne, povsem zapreti, nekak migrantski dogovor oziroma na kak način potem migrantsko politiko Evrope vendarle peljati naprej? Skratka, jaz mislim, Evropa je zašla v tem kontekstu, da vsak, ki zna izreči besedo azil, potem pride v neke dolge postopke, je tukaj nenadzorovano, se sprehaja po tej Evropi in s tem mi nimamo nobenega nadzora, kdo vstopa na našo zemljo. Zdaj, teh rešitev je več, bodisi, da so neki centri izven Evrope, kjer se odloča o azilnih postopkih, bodisi, da se uvede nek virtualni pas in se potem te ljudi ima v nekih centrih, dokler se o azilu ne odloči. Vsekakor pa mislim, da azil lahko dobijo samo tisti, ki so do njega resnično upravičeni. V primeru kriz, kot se nam zdaj kaže, se pravi migrantskih kriz, pa menim, da bi morale imeti države članice tudi same možnost ugovora, koga bodo spustile v svojo državo, koga ne. Ker če tega ne bomo naredili, se nam bo zgodilo, da se nam v bistvu podrla osnovna ideja Evropske unije. Poglejmo, se pravi, ena izmed ključnih idej Evropske unije so odprte meje, prost pretok ljudi, blaga in storitev, in te meje se nam notranje meje že zapirajo. In potem v resnici, kaj nam bo potem še ostalo od Evropske unije? Zdaj, energetika je veliko vprašanje tudi v povezavi z zelenim prehodom. Kako zagotoviti energetsko neodvisnost, suverenost Evrope na zelen način? Lejte, sam kot fizik zelo močno verjamem v jedrsko energijo. Najprej moramo vedeti takole, da vsaka energija ima tudi svoje negativne stvari. Če imate vi veliko količino energije shranjene, imate vedno neko potencialno tveganje. Ampak vendarle kot fizik menim, da je jedrska energija nekaj, kar je v bistvu najboljšega, kar trenutno človeštvo pozna, v smislu proizvodnje energije, ki mora biti stabilna in tudi relativno poceni. Pričemer nisem proti naravnim, se pravi obnovljivim virom energije, menim, da jih je tudi potrebno razvijati, pa vendarle strategija ne more temeljiti izključno na obnovljivih virih energije, naprimer zdaj se veliko govori o soncu. Težava sonca je, kako ga boste shranjevali. Tukaj je težava, nihče ne govori tudi o ekološkem problemu, potem rabite neke akumulatorje, neke baterije, kaj se bo s temi baterijami, prvič so drage, drugič zopet imate neke redke kovine, ki jih nimate na razpolago v Evropi, to zopet odpira vprašanje vojn. Kaj boste naredili z sončnimi paneli, ko bo potekla njihova življenjska doba? Vetrnice zdaj, nekje po 30 letih, prva serija vetrnic se upokojuje, oziroma njena življenjska doba se izteka. Veste, kaj z njimi naredijo, s tistimi dolgimi elisami? Preprosto jih zakopljajo v zemljo, ker jih ne znajo še razgraditi. Recimo, če hočete skurt, morate iz njih narediti kosmiče, ker gre za kompozit epoksija in steklenih vlaken, tega ne morete razrediti s tistimi mlini, ki obstajajo jeklenimi, jih uničite mlin, in zadeve, ker ne poznajo rešitve, zakopljajo v zemljo. Jaz ne vidim, če je to resnično zelena zadeva. Pričemer pravim takole, ko govorimo o zelenem prehodu, se pravi, ena stvar je, da po trenutno veljavni evropski zakonodaji leta 2035 v Evropi ne boste mogli kupiti novih avtomobilov na benzin ali dizel. Sam sem proti prepovedim, ker menim, da Evropa mora inovirati in ne prepovedati. Zakaj? Poglejte, nihče od naju se verjetno v službo ne vozi več s kočijo. Pa je nihče ni prepovedal. Zakaj? Ko bo neka tehnologija dovolj zrela, dovolj dostopna, dovolj učinkovita, bo druga tehnologija, ki bo manj učinkovita, preprosto izginila. Ko bo neka nov način mobilnosti bistveno učinkovitejši od načina mobilnosti, ki jih porablja trenutno večina evropskega prebivalstva, se mi s temi avtomobili, ki jih imamo danes, preprosto ne bomo vozili in tukaj nobena prepoved ne bo potrebna. Skratka, moramo vlagati v inovacije, to je izjemno pomembno, pa vendarle ne prepovedovati. Sicer bomo prišli na nivo Evropske unije, če malce zbanaliziram, kot ga imamo danes, in tukaj zameram idealiziranju zelenega prehoda. Ne želim se Evropske unije, kjer bi bil njen dosežek ta, da zamaška iz plastenke ne morete utrgati. S tem
v resnici ne bomo rešili niti okolja, ne, s tem bomo samo potopili naše gospodarstvo in v kontekstu tistega, kar sem povedal prej, da predstavljamo 5 do 6% svetovnega gospodarstva, ne, mi lahko nehamo dihati, se voziti, zapremo vse tovarne, globalnega segrevanja s tem ne bomo ustavili, ker bo vse, kar bomo mi recimo izpuste CO2 spravili na nič, ne, bo Kitajska v naslednjih letih podvojila. Spravi, mi če želimo dobro okolju, moramo biti gospodarsko močni, da bomo tudi ostale centre moči, kot so Kitajska, ZDA, nekako prisilili v dogovor, da bomo delali skupaj za naše okolje. Jaz nisem proti temu, da človeštvo skrbi za okolje, to moramo narediti za naše zanamce, pa vendarle ne verjamem v pot, ki jo je začrtala trenutna sestava Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen in tudi zaradi tega mislim, da Ursula von der Leyen ne more in ne sme dobiti naslednjega mandata. Ste pravzaprav odgovorili že tudi na vprašanje, kakšen zeleni prehod zagovarjate konkretno. Morda še to, debirokratizacija. Evropska unija je pogosto videna kot nek ogromen birokratski aparat. Kako na tem področju osvoboditi evropsko gospodarstvo in državljane? Zdaj, birokratizacija ima dva konteksta. Ne? En kontekst je na ravni odločevalcev in tukaj sem tudi sam se kot predsednik programskega sveta srečal s tem in to je resnična težava Evropske unije. Bojim se in tudi težava slovenske politike mimogrede, ne, da v resnici evropska birokracija, se pravi uradništvo, ne, ima v rokah bistveno večjo moč kot voljeni predstavniki ljudstva. Naprimer, pri poročilu o stanju pravne države, kjer sem sodeloval, ne, to vodi nek uradnik iz Slovenije, ne, potem v neki mednarodni manjši uradniški delegaciji, se pogovarja z različnimi ljudmi. Jaz sem jih obveščal naprimer o vsem dogajanju, kar se dogaja na Radioteleviziji Slovenije, in nič od tega ni bilo vključeno v poročilo. Ne. Kasneje, ne, ko sem se pritoževal na Evropsko komisijo, ne, je Evropska komisija rekla, da budno spremlja dogajanje na tem področju v Sloveniji in da to spremlja tudi preko poročila o vladavini prava, ne, pri čemer in da to poročilo pozitivno. Ne. Skratka, ena zadeva je, kakšna je vloga birokracije, ne, v inštitucijah odločanja. Zakaj tukaj gre? Tukaj je težava v tem, da birokracija je tam nekako večna, vsak politik, ki pride, pa ima na hrbtu tarčo. Prej ali slej bo odšel, če ne prej, ne, bo odšel na koncu mandata. Ne. Kar se pa tiče na področju gospodarstva, gre pa za regulacijo, ne, to je pa drugi pogled na birokratizacijo. Ne. V tem primeru tudi mislim, da Evropa bi morala se bolj zgledovati po Združenih državah Amerike. Ne. Recimo zdaj prihaja umetna inteligenca, mi se hvalimo s tem, da smo prvi na svetu to regulirali. Ne. Združene države Amerike pa prve na svetu to uporabljajo za svoj razvoj. Ne. In potem se lahko vprašamo, zakaj Google, Facebook, Twitter in podobne velike korporacije rastejo v Združenih državah Amerike, ne pa v Evropski uniji. Sam bi si želel okolja, kjer bi imeli tudi tako okolje, da bi tudi taki tehnološki velikani uspeli najprej tukaj zaživeti in se tudi razviti v Evropi. Torej, deregulacija do katere mere konkretno? Do tam, kjer je nujno potrebno, se pravi z zrnom soli. Ne. Zato, ker zdaj se mi zdi, da Evropska unija tukaj šla resnično predaleč. Ne. Kot sem povedal, mi izumljamo, kako bomo čraufali zamaške, da ne bodo odpadli iz flaške, ne. Prepovedujemo motorje na notranje zgorevanje, pri čemer je evropska avtomobilska industrija najboljša, ne, tega na tem področju, ne, tega druge, se pravi Kitajska in Združene države Amerike, tega ne znajo posnemati, ne, in s tem potiskamo tudi svoje gospodarske produkte drugim centrom svetovne moči in na tem področju izgubljamo. Skratka, seveda regulacija je potrebna, ne, da določene prakse ne bi škodovale družbi, pa vendarle mislim, da tukaj smo šli čez mero in moramo vsako stvar pretehtati iz dveh vidikov. Tudi ali nas to morda pretirano zavira. In menim, da je šla Evropska unija tukaj s tem predaleč, ne, in trenutno smo v stanju, ko smo v upadu zaradi tega. Še to, evropska minimalna plača, nekatere države je ne poznajo. Bi morala Evropska unija postaviti neka enotna pravila za minimalno plačo? Jaz bi tu postavil v širši kontekst, o tem se zdaj veliko govori, o skupni evropski socialni politiki. Mislim, da je tukaj treba najprej odpreti neko širšo razpravo, ne, ker kot sem rekel že prej, Evropska unija je, se pravi, sestavljena iz
iz zelo različnih držav, ki imajo različne poglede na posamezne stvari in tukaj moramo biti previdni, da ne je prišlo do prevelikega konflikta in potem do izstopov, ne. Ampak kakorkoli, sam sem zagovornik tega, da se mora začeti Evropska unija pogovarjati tudi o skupni socialni politiki in sem potem sodi tudi pogovori o minimalni plači, o čemer sprašujete. Če boste, ko boste evropski poslanec, kaj bo prva stvar, česar se boste lotili? Ja, se pravi, če bom evropski poslanec, prva stvar, ki se bom lotil, in tudi tako sem zamislil se mandat, je, da bom o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji, bil glasen v Sloveniji. To sem iskreno pogrešal pri vseh evropskih poslancih, ki so trenutno izvoljeni. V Sloveniji jih enostavno ni slišati, ne govorijo o tem, kaj se dogaja v Evropski uniji. Se pravi, imamo v parlamentu tudi odbor za evropske zadeve, ki, kolikor vem, že nekaj let praktično ne funkcionira, ker evropski poslanci tja ne prihajajo. Jaz se razumem, če si od ponedeljka do četrtka v Bruslju, potem je v petek težko priti v Evropski parlament in še tam delati, pa vendarle zato je pa plača tako velika. Ne? Sicer si jo ne zaslužiš. Ne? Druga zadeva, ki jo želim početi, je tale, da bi na stvari, ne? Namreč moramo vedeti, da v Evropski uniji odločanje ne poteka zgolj v Evropskem parlamentu, ampak v tako imenovanem trialogu med Evropsko komisijo, potem, ki jo sestavljajo komisarji, ki jih tja delegirajo države članice, med Svetom Evropske unije, ne, ki jo sestavljajo nacionalne vlade in Evropskim parlamentom. In menim, da se da veliko narediti v tem, če bi evropski poslanci tudi preko nekega medijskega prostora izvajali tudi pritisk na našo vlado, da mora bolj aktivno sodelovati v Svetu Evropske unije in bolj učinkovito zagovarjati interese Slovenije, ne, ker tam se da marsikatero zadevo potem tudi popraviti, prilagoditi posamezni državi članici, potem menim, da bi bila Evropska unija tudi za Slovenijo, se pravi, bi Slovenijo veliko bolj upoštevala, kot jo upošteva sedaj, in zato sem tudi rekel, da morda me ne toliko skrbi, da bi bil postal nekako se izgubil na hodnikih bruseljske birokracije, se zdaj sam sebi pomemben v nekih visokih funkcijah Evropskega parlamenta. Veliko pomembneje se mi zdi v prvi fazi, prenašati informacijo, kaj se dogaja na ravni Evropskega parlamenta, Evropske unije v Slovenijo in preko tega vršiti pritisk na slovensko vlado, da tudi sama aktivno vpliva na evropsko politiko. Menim, da je to recept za rešitev. Čez 5 let, ko bi recimo zaključili svoj prvi mandat in bi pogledali nazaj, kaj bi bilo v Evropi drugače, da bi rekli, dosegel sem to, kar sem si zadal, preden sem se podal na pot v Bruselj, oziroma, če parafraziram, kaj bo čez 5 let drugače, če bo Peter Gregorčič evropski poslanec Slovenije v Bruslju? Želel bi si najprej, da bi se vrnili v obdobje, ko smo se vključevali v Evropsko unijo, da bi v Sloveniji ljudje videli tudi in razumeli prednosti, zaradi česar so del Evropske unije, da bi se čutili Evropejce s slovenskim srcem, in da bi videli neko korist integracije in da bi verjeli v to, da tudi Slovenija lahko vpliva na spremembe v veliki Evropski uniji. Če bi to dosegel, bi bil resnično zadovoljen. Omenili sem na začetku že novelo zakona o RTV Slovenija, ki ste jo spravili tudi na Ustavno sodišče in tudi na Evropsko sodišče. Kakšna je situacija na tem področju? Kaj pričakujete? Kakšne akcije morda še dodatne lahko pričakujemo z vaše strani na tem področju? Situacija je taka, kot je Ustavno sodišče reklo in kot je po mojem mnenju povsem neprimerno rekel njen predsednik Matej Accetto, sedaj, ko smo ugodili oblasti, se nam nikamor več ne mudi. Vendarle smo tukaj dosegli še eno malo zmago, ki mislim, da je zdaj pač zadeva bo čakala novo sestavo, namreč pobudnikov ustavne presoje je bilo 5, 4 posamezniki, takrat, dajmo reči, funkcionarji Radiotelevizije Slovenija in pa inštitucija Radiotelevizija Slovenija sama, ki ima pa edina pravni interes nad celotnim zakonom, tudi nad tem, da je trenutno imenovanje, se pravi, sveta RTV Slovenija in samo delovanje protiustavno. Nova vlada, nova uprava, po mojem tudi po sugeriranju odvetniške pisarne Čefrin, to je moja špekulacija, ki je tam na pavšalu in ima seveda svojega sodnika na Ustavnem sodišču, sicer izločen, pa vendarle, kolikor slišim, te kanali kar dobro funkcionirajo, je to pobudo tiho umaknila. Ker sem vesten in ker se vsako toliko oglasim na Ustavnem sodišču in pogledam v spis, če je slučajno kaj novega, sem to čisto slučajno opazil in to sva s profesorjem Avblem tudi javno objavila in zato je Državni svet kot ena izmed redkih inštitucij, ki še zagotavlja imunski sistem našega demokratičnega sistema, vložil zahtevo,
ki, kolikor sem videl iz gradiva, je zelo podobna naši, se pravi zahtevo za presojo ustavnosti, namreč v tem primeru ne potrebujete izkazovati nobenega pravnega interesa, ne, in je s tem nekako preprečil manever, po moji oceni preprečil manever, da bi ustavno sodišče naredilo to, kar je želelo, in sicer, da bi pobudo zavrglo, ker nimamo mi več pravnega interesa, potem, ko je Radiotelevizija Slovenija umaknila svojo pobudo iz spisa. In zaradi tega zdaj ustavno sodišče bo moralo meritokratsko odločiti. Naj povem po tem kontekstu še eno zanimivo stvar. Zdaj se veliko govori o aktu o svobodi medijev, ki ga je sprejel Evropski parlament, in tudi skladno s tem aktom, ne, se pravi, ta novela zakona ni v skladu s tem aktom. Ta akt namreč pravi dve pomembne zadevi. Prva, da morajo biti organi nadzora in upravljanja javnih medijev imenovani po transparentnem postopku. Če vi to zaprete v neke korporativistične organizacije, kot so neke, se pravi, neka NVO-ji, nevladne organizacije, ne, in je to imenovanje izven oči javnosti, ne, v parlamentu je na očeh javnosti, tam je pa izven oči javnosti, tako imenovanje ni transparentno. In druga zadeva, ne, ta akt zdaj tudi na tem nivoju uzakonja, kar smo tudi v pobudi ves čas trdili, da je to nasprotju z pravom Evropske unije, ne, da je mandate organov upravljanja nadzora javnih medijev prepovedano, se pravi, da jih lahko prekinete zgolj po naprej predpisanih pravilih, na podlagi utemeljenih razlogov, ki pa so morali biti navedeni že v zakonodaji o imenovanju. Se pravi, ne smete tega narediti zakonom. Torej je ta novela zakona tudi, ne, v nasprotju z tem aktom o svobodi medijev, ki ga tudi naši levi evropski poslanci zdaj zelo močno hvalijo. Žal pozabijo omeniti 5. člen, mislim, da je to 5. člen tega akta, in se do tega pragmatično očitno ne opredelijo. Še to za konec, se v prihodnje vidite tudi v domači politiki? Poglejte, jaz sem se podal zdaj na evropske volitve, to je trenutno moj fokus. Namreč, kot sem rekel v začetku, iz civilne sfere bom poskusil, ali lahko kaj dobrega za to državo in za državljane naredim v politični sferi. Zdaj, če želite iti v politično sfero, morate biti izvoljiv. Če se izkaže, da nisem izvoljiv, bom premislil, kako bom deloval v dobro skupnosti. Sam sem fizik, lahko tudi na področju tehnologije človek deluje v dobro skupnosti. Tako da zaenkrat, kar se političnega gostovanja tiče, imam začrtano do 9. junija. Kaj bo po 9. juniju, se bom razmišljal takrat. Gospod Gregorčič, najlepša hvala za današnje gostovanje na Domovini. In spoštovani gledalci, hvala, ker ste vztrajali do konca z preostalimi nosilci list, pa se vidimo v prihodnjih oddajah. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.